Dober učitelj je učitelj s pravo avtoriteto. To je učitelj, ki ni avtoritaren. Tak je odprt, ki vzpodbudi razmišljanje oziroma to razigranost v otroku. Razumejo otroka, ga spodbujajo, ga cenijo, ga spoštujejo. Je v bistvu psiholog, mora poznati različne prijeme z otroci, mora biti komunikativen. Mora predvsem motivirati učence za delo. Da je majčken entuzijasta tudi, se pravi, da gre preko tistega, kar je v osnovi mora delati. In pa da tudi pogleda nazaj, kaj je naredil, kako je delal. Cenimo, kadar delajo učitelji in učenci šolo skupaj. Se pravi, da ne vpletajo starše v domače naloge. Dober pedagog je tist, ki to rad dela in ki ima otroke, ljudi oziroma ciljeno populacijo rad. Da se predaja znanje otrokom, to temeljno osnovno znanje, na tak način, da se ne gleda na njihov ekonomski status. Učitelj po moji presoji mora dobro poznati vsebino, ki jo bo poučeval. Dobro pozna razvojne značilnosti otroka, starosti, tistih, s katerimi se bo pač ukvarjal pri svojem pedagoškem delu, in drugo, didaktična usposobljenost, se pravi usposobljenost za pedagoško delo. Potem tretji sklop so kurikularna znanja. Učitelj namreč mora poznati učni načrt, program, različne smernice, predmetnik. Poleg teh znanj pa pričakujemo od učiteljev še zelo specifična znanja. Težko si predstavljamo poučevanje brez poznavanja informacijsko-komunikacijske tehnologije. Učitelj mora seveda poznati tudi značilnosti otrok, tukaj govorimo o nadarjenih učencih, o učencih s posebnimi potrebami. Zmožnosti ustreznega načrtovanja, spremljanja, dokumentiranja, tudi sodelovanje z družinami in okoljem, razvoja strategij smiselnega učenja, kamor lahko umestimo tudi in predvsem participacijo otrok in raziskovalno učenje, zmožnosti zaznavanja, senzibilnosti do različnosti otrok, različnih jezikovnih okolij, kulturnih okolij in zmožnost spodbujanja svojega lastnega profesionalnega razvoja. Ključni element je to, da se študentje na praksi, da niso samo opazovalci, ampak da se postavljajo v položaj aktivnega izvajalca vzgojno-izobraževalnega dela. Od tega, kako kvalitetnega mentorja ima študent na praksi, je seveda tudi odvisno, kaj se bo na tej praksi naučil. Tale praksa v zadnjem letniku na magistrskem študiju iz angleščine se mi zdi, da je dala mi tisto energijo, da mogoče, ker sem bila pred pol leta še v precepu, če sem sposobna iti v razred, da se zdaj počutim, dobro, zdaj lahko greš, ampak veš, da se boš mogla še ogromno naučiti. Najbolj pomembno mi je, sem se naučila tega, da so nas postavili v realno situacijo, da ni vse tako, kot smo se pač učili na fakulteti. Pa potem lahko tudi te stvari reflektiraš in vidiš, ali to leži tebi ali ne. Reševanje konfliktne situacije, reševanje nasilja. Uvajanje sodobnih metod poučevanja. So pa izziv, uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije. Na področju vzgoje, na področju odnosa učitelj in učenec. Didaktiko zraven, ne? Didaktiko, ne? Ti novi pristopi, ko sem že menil 1 na 1, pač metodologija ali pa, mislim, da se slovensko reče obrnjeno učenje. Dela s samimi dijaki s kakšnimi posebnimi potrebami, z mediacijo. Pri nadarjenih, da bi mogoče kako višjo stopnjo, kako te, ki imajo več znanja, kako to nadgraditi. Kako postopati v različnih situacijah, kako komunicirati z učenci. Odnosi, graditvi odnosov, graditvi nekega timskega dela, tukaj mi recimo manjka. Aljaž nauči se komunikacije staršev oziroma svoje tehnike komuniciranja za starši. Pri teh vajencih je pa tako, da se še malo lovimo, na kakšen način jim prikazati to, na kakšen način, kako komunicirati z njimi.
nam manjka malo znanja na tem področju, striktno pedagoškega. Ne? Seminar, na katerem sodelujem aktivno, se pravi, da je neke vrste delavnice, da lahko potem po tistem seminarju ali delavnici ali samo enournem predavanju takoj drug dan nesem v razred nekaj in tisto tudi uporabim. Projekt Reggio Emilia iz Italije, kjer dejansko gre za soustvarjanje dela v vrtcu. Si upam vprašati učence in starše z neko tako splošno anketo vsako leto, zdaj že 10 let to delam, da mi oni pomagajo na tej moji rasti, v tem smislu, da se jaz tudi sproti tem zadevam prilagajam. Nekajkrat v tem šolskem letu sem bila tudi na kolegialnih hospitacijah. Ena kolegica iz ekonomije, iz ekonomskega programa me je povabila zraven, če želim pristopiti, sem rekla ja in smo začeli. Prvo leto mi je bila ona mentorca, da mi je pomagala čez te ekonomske pisanje poslovnih načrtov, priprava promocijskih gradiv in tega, pa smo pa zaštartali sami. Dobivamo se enkrat tedensko, se usedemo, se pogovarjamo, klepetamo o razredu, o stvarih, ki jih moramo še narediti, ki nas čakajo. Na naši šoli imamo, naprimer, ne vem, team building. Spodbujamo učitelje, ki že delajo z različnimi sodobnejšimi oblikami, metodami poučevanja, da pokažejo te stvari, da povejo kaj o tem. Pedagoško izobraževanje v okviru našega pedagoškega dela, ko povabimo strokovnjake na svojem področju, ki nas izobražujejo. Tako da tega je letno kar nekaj, imamo kar nekajkrat to vrstno izobraževanje. Potem smo pa še uvedli eno tako še krajšo varianto, temu smo ga poimenovali pedagoški kaleidoskop. To pa pomeni, da na pedagoških konferencah učitelji predstavljajo primere svoje prakse, to so pa taki 3 do 5 minutni vložki. Leta sem sodelovala v mreži Korak za korakom in sem poskušala vse tisto, kar sem se tam naučila, tudi prenesti v razred. Potem sem pa slučajno šla v eno skupino Zavoda za šolstvo, ki se je imenovala Na Mars. To je ena razvojna skupina, kjer sem se naučila v 2 letih učenja z raziskovanjem. Nepredstavljivo je za nekatere države, da je možno, da se zberejo v enem prostoru vsi ravnatelji vseh vrtcev. Če je to možno, potem lahko razvijemo skupno razumevanje, kaj je potrebno postoriti na področju predšolske vzgoje. Meni se zdi, da je dobro, da delaš tisto, kar poučuješ. Se pravi, da si ti nenehno na neki preizkušnji. Največ se učiš od dijakov samih. Imam pa tudi srečo, da sem mentor. Jaz imam po 3-4 študente 4. oziroma zadnjih letnikov zdaj magistrskega študija. Že 18 let sem mentor. Pa otroke sem imel, pa sem ugotovil, kako se oni učijo, pa se jaz tudi učim YouTube, tutorialje in ostale zadeve. Konec koncev prvo uporabo PowerPointa mi je pokazal dijak. Osebno po potrebi, ko začutim, da moram kaj spremeniti, grem iskat. Drugače mislim, da ne. Mi imamo številne strokovne aktive, ki se mi zdijo vsako leto boljši. Poskušamo znotraj aktivov najti kot skupina, kaj bi nam naprimer bilo najbolj dobrodošlo početi. Pri nas imamo kar organiziran način, kako pridobivamo povratne informacije na različne načine. Se pravi, nekaj je s pisnimi poročili učiteljev, druge poti potekajo preko pomočnic, preko vodij šol in pa preko vodij strokovnih aktivov, pa seveda tudi tako preko opazovanja pouka z nekimi vodenimi ali pa razgovori ali pa kar spontanimi. In potem se vse te stvari nekako med seboj povezujejo, imamo sestanke na različnih ravneh in potem poskušamo stvari povezovati in iskati rešitve. Večinoma mi sami, ker pač smo mi tisti, ki iščemo stvari in moramo jih iskati zato, da vemo, kaj je. Rabimo pa ob tej obilici dobre volje seveda tudi kvalitetne programe. Vsak sam, samo pa vedno je pa mogoče dobrodošel nekdo, ki tudi da take vzpodbude tudi v kolektivu. Se mi zdi, da smo kar vsi odgovorni za to, kot vodstvo, kot mi sami učitelji. Prvi jaz za svoje izobraževanje, za razvoj.
Prav gotovo tudi gospa ravnateljica nas lahko spodbuja. Jaz bi rekla, da je tukaj pravzaprav od Zavoda za šolstvo, Ministrstvo za šolstvo do nenazadnje tudi same mogoče vodstva šole, ampak to seveda zelo nazadnje. Najprej si odgovoren sama, ne? Saj si strokovnostjo, a ne? Strokovnost je tudi odgovornost. Mogoče, da bi delal z veseljem. Mogoče bi lahko snov na bolj zanimiv način razlagal. Mislim, da bi se mogel bolj sprostiti, pa ne dajati ta občutek, da je tukaj več od nas, pa da se ga moramo bati. Da ne bi prišel razred en duh, ki ne ve, kaj dela. Mogoče to, da bi bil malo manj strog, pač tako mogoče ima te svoje grožnje, kad ti boš dobil ena. Mogoče več primerov v našem pač življenju, tako v resničnosti, ker je samo neki podatki, ki jih nizajo v neko zaporedje in si mogoče tega ne moramo predstavljati. Mi je bilo veliko lažje, če bi profesor malo počasneje razlagal snov. Pa tudi mislim, da ni fora učenja samo to, da se skozi piše v zvezke, kar se tudi dogaja pri nekaterih učiteljih, ampak da se tudi lepo razlaga in da skupaj še kaj naredimo in ne, da skozi nam učitelj narekuje. Zato, ker nas ima rada. Da nam pusti, ker drugi otroci počivajo, nam ona pusti se igrati. Zato, ker je zelo sproščen, zaradi tega, ker veliko pripoveduje iz svojega življenja, ker se vživi v vlogo učenca, vsaj občutek imaš, da ni nekaj višjega od tebe. Ker je srčna, ima dobro srce, ji lahko zaupam, ker je dosledna, ker ima mir v razredu. Zaradi odnosa z učenci, ker pač ni toliko strog ali pa toliko, ker pač ima bolj osebno odnos z učenci, pa se tudi recimo o velikih stvarih tudi tako pogovarja, kar se dogaja izven šole. Z njim se lahko povežem in takoč pogovor izven pouka. Zelo rad ima svoj snov in jo tudi dobro razlaga, gleda vse učence, upošteva vse učence in ve, kaj komu ne gre. Mogoče zaradi njenega načina poučevanja, ko lahko skozi igro oziroma skozi tak način dela, da nam je zabaven, pridemo do nekega znanja, ki ga lahko tudi uporabimo. Zelo je prijazen, pravičen, pač če nimamo naloge in če se mu opravičimo, torej zaradi treningov in podobnih stvari nam oprosti in če do naslednjič prinesemo, se nam šteje, kot da jo imamo. Ne dela razlik med nami, ali si punca, si fant, si iz tukaj, nisi. Ne uči samo predmeta, ki ga pač mora poučevati, ampak tudi življenje. Je srčna, ker imam občutek, da ni samo profesorica, ampak je tudi naša kolegica, prijateljica. Ker imamo vse neko spoštovanje do nje, veliko spoštovanje, ampak po drugi strani pa lahko povemo karkoli. Ne glede na to, kakšen učitelj si, vedno se lahko spremeniš, vedno gre lahko stvar na bolje. Tudi če te učenci ne marajo, jaz mislim, da vedno se lahko izboljšaš. In vedno lahko postaneš dober učitelj in priljubljen učitelj, če daš samemu sebi možnost, da to postaneš.